Marko Milič, ambasador na nek način projekta Junior NBA tudi v Sloveniji, kjer si mladi košarkarji seveda nabirajo v prvi vrsti izkušnje, pomembne izkušnje, v nekem prijetnem vzdušju učijo košarkarskih veščin, tudi same igre kot takšne z ambasadorji, kot ste tudi vi, torej z nekdanjimi košarkarji lige NBA, prav gotovo radi poklepetajo z vami. Ja, radi poklepetajo, tudi kakšno stvar na igrišču rad pokažem, sem pa zelo vesel, pa počaščen, da so me potegnili v ta projekt, pač z vsemi ostalimi legendami in všeč mi je, da NBA kot velik showtime ne pozabi tudi na to, ne bom rekel dobrodelno noto, ampak na to noto širjenje te osnovne košarkarske ideje, se pravi navduševanje mladih, vlaganje v njih, ne toliko recimo iskanje sam novih talentov ali pa nek rezultatski pritisk, ampak da mogoče danes v poplavi vseh teh internetov, Facebookov pa teh stvari, da se tako ligo da vsaki državi majhen, da malo potisne te mlade. Včasih smo se družili pač na ulici, zdaj pa rabaš mogoče začeten impuls, da te igra zagrab, kar je odličen, recimo tukaj pokazatelj na tem kampu iz vseh držav so prišli čisto za sebe, so se otroci držali, po parih dneh jih je žoga toliko združila, da tudi če ne govorijo dobro angleško, so že na isti valovni dolžini in ta ideja širjenja praktično košarke, promocija NBA-ja, nobenemu ne skačijo praktično ta Junior NBA vzeli, ko smo bili recimo v Španiji, ko smo bili v Gruziji, se pravi vse lokalne lige normalno tečejo, to je samo še neka nadgradnja, da se vse več otrok bavi s košarko, tako da sem zelo vesel, ko so me poklicali zraven. Ideja, ki jo sprejemate, je zelo pozitivno. Fantje bodo igrali na nek način tudi pod imenom, pod emblemom, pod logotipom ena izmed NBA franšiz. Začenši seveda z draftom, kjer bodo dobili svoj naziv, svoje ime in potem se poistovetili s temi košarkarji, verjetno tudi malo pobrskali po spletu, kdo je nekoč igral v tem klubu, kdo igra ta hip. Junior NBA kot takšna, kot liga tukaj poskrbi za njih, da so tudi takole enotni. Ja, to je sigurno, bom rekel, in lepa motivacija in lepa darila. Vsem tem tamalam se srednjo čist bujajo, da lahko sledijo zaradi časovne razlike NBA in mislim, da v Sloveniji ob tem, bom rekel, neki reprezentančni euforiji, ki je Dragić pa Dončić pa to naredil, do plus tega, da se to navdušuje, se lahko lepa, bom rekel, ne samo Junior NBA pa slovenska košarka, ampak cela košarkarska zgodba še nadgradi, da ne zaspimo na teh lovorikah dobrih rezultatov. Gremo zdaj tamle nekje v obdobje 90. leta, ko je bil Marko Milič 13 let, približno takšen fant, ko so zdaj tule na kampu in takšen, kot bodo potem igrali v tele Junior NBA ligi v sami Sloveniji. Takrat že tako entuzijastično, euforično v košarki ali še ne? Zelo je, ne še toliko zares. Kjerkoli sem se dal igrati košarko, sem igral. Ponovadi sem se družil ne toliko po kampih, ampak smo se družili po zunanjih igriščih, fantje, punce, starejši, mlajši in tam je bil nek središče tega državnega življenja in vem pa, da po treningih, kakorkoli jih je bilo, nismo še takrat trenirali, dvakrat na dan v mesečnem času smo zmeraj hiteli na koše, mame so nas sklicale samo za kosilo pa za nalogo, čim prej smo to naredili, da smo lahko bili čim več zunaj in imam zelo lepe spomine. Ni pa nobene take organizacije, da bi nas skupaj združevala, pa da bi kakšne take stvari lahko doživljali skupaj. Sam draft je vse večji biznis na nek način, tudi vse večji šov se ustvarja krog tega, zdaj ga lahko dejansko spremljamo v neposrednih prenosih, imamo informacije pred draftom, imamo informacije med samim naborom, kaj se dogaja, kaj tako general menedžerji razmišljajo. V vašem času, če sva zdaj preskočila iz starosti 13 let nekje na krog 20 let, kje ste dočakali ne samo poklic potem dejansko preko luže, ampak to, da ste izbrani v Ligo NBA? Pred tem draftom velike ekip te povabi na te treninge, sem bil sigurno na 6-7 treningih v Ameriki. Nekako smo bili po tih dogovorjeni, da me Atlanta ali pa Los Angeles Clippers vzame, ki so imeli pike v prvi rundi, zato sem praktično 3 leta bolj zgodaj dal svoje ime ven. Prva runda prinaša pač 3-4 leta pogodbo, ne samo v finančnem smislu, ampak če imaš dolgoročno močnejšo pogodbo, imaš tudi drugačen status že takoj na začetku, ker praktično ljudje, ki so te zbrali, se malo bojijo za svoje stolčke in te nekako morajo dati šanso. To je bila recimo stvar, ki je bila malo slaba, sem bil v drugi rundi izbran, bil sem pa na Evropskem prvenstvu, slovensko reprezentanco sem igral in nisem se mogel tega udeležiti, sem po telefonu spremljal. Na koncu mi pozela Filadelfija, praktično kot četrtega v drugi rundi. Ena redkih ekip, za njih sploh recimo nisem šel na treninge ali se pa predstaviti. Tako da ta draft je ena loterija, taka zelo velika, veliko semena, veliko neznank. To še daje pa mogoče še večji čar, kot če bi bilo to vse skupaj toliko predvidljivo. Kdo vam je sporočil to veselo novico?
po telefonu pravite? Ja, takrat sem bil zelo vesel, takrat smo imeli istega menedžerja, je bil italijanski menedžer Caprichioni, bil zelo znan, imel vse te evropske igralce pod sabo, od Kukoča, Sabonisa in on mi to sporočil, pač, da se podajamo v NBA, takrat je bilo to res malo znanstvena fantastika, so me vsi spraševali, pa daj pa še počakaj 2-3 leta, sem rekel, ni vsak dan, da trka NBA na tvoja vrata, da te hočejo in sem komaj čakal, da se sprobamo. Ampak Filadelfija je imela drugačen plan recimo z vami, no? Hitro so vas poslali potem v Phoenix. Ja, in z mano in s parimi drugimi ruki, bom rekel. Ne bil odličen trener, Larry Brown, tudi trener reprezentance, ki pa ima neko filozofijo, da pač ruki, se pravi začetniki, se morajo leto, 2-3 kaliti v ligi, na klopi, na treningih, da sploh preden pokapirajo lige, preden dobijo možnost. Ne. In drug rezervist, recimo tudi nič ni igral, je bil Parker, recimo ta iz Machabija, iz Tel Aviva, ki je bil 2-3 tudi najboljši igralec Eurolige, recimo tudi ni dobil minutaže, ja, Anthony Parker, zato ki je bil v ruki, hitro so me tradali potem v Phoenix in tukaj sem se prvič srečal v Ameriki z nekimi drugimi, rekel, še tržnimi pa poslovnimi zakonitostmi, ker tukaj v športu nas je zmagal vsak dan vse postavil, ali reprezentance Olimpije na črto, tisti, ki je bolj treniral, tisti, ki se je bolj trudil, tisti, ki se je zalagal, tisti, ki je bil večji efekt na igrišču, tisti je igral, nikoli ni to štela, ima dule večjo pogodbo, ima jaz, ima tisti. V Ameriki pa pač ta poslovna, glede na to, da je to velik posel, ta komponenta vključena. Tukaj sem se prvič srečal s takim profesionalizmom, tudi da te klubi drugam pošiljajo, zato ker si del nekega dela, ampak to kasneje vidiš, ne vzemaš več to tako osebno, ampak je to ena taka mašinerija. Stvar v sami karieri. Zdaj tukaj priva nekako do Luke Dončića, ne? Zdaj mu vsi napovedujejo top 5, pa top 3, pa zelo dobra predstava proti Panathinaikosu, recimo pa je že prvi izbor po mnenju seveda laične javnosti, da tako rečem, ne? Spet se tukaj pojavlja vprašanje, ali iti v NBA že sedaj, mnogi pravijo, ostani še eno sezono v Evropi, da bi mogoče fizično tule pridobil. Kam se nagiba vaša ideja? Jaz mislim, da je zdaj idealen čas. Luka je sicer v letih je mlad, ampak z glavo pa svojemu razmišljanju pa z igro je on zelo starejši. Praktičen lanski let je on samo nakazal, da je talent, na parih tekmah je zablesteval. Letos je v Realu držal konstanto, bil najboljši igrač čez celo sezono, se pravi je že formiran igralec. Ob Dragiću bil nosilec naše reprezentance, ko so bili evropski prvaki, se pravi ni on nek talent, ki se bo tam probal, ampak je že kar formiran igrač, čeprav je toliko mlad. Je pa res, da lahko še dela na svoji fiziki, pa to, ampak v Ameriki so prav za to specializirani, imajo atletske trenerje, svoje nutricioniste, zelo prav za ta segment, mogoče še on lahko naredi napredek, so zelo specializirani in tudi z poslovnega vidika, z vse te stvari, ki se mu poklapljajo, se pravi, da je MVP Evrope, da je evropski prvak, je zdaj ta pravi moment. Ne pridete ena mikropoškodba, dva igralca, mogoče se vrneta lul, pa to na tvoji poziciji, minutaža ti pade iz 35 minut na 20 minut, čeprav je on isto kvaliteten igralec, hitro pogleda, letos je bilo pa 17, zdaj pa 9, zakaj pa to, njegova krivulja se je že nazaj obrnila, tako da mislim, da je letos dober moment za njega, to pa, da še ni na svojem vrhuncu, da lahko še napreduje, pa nas pa navdaja z optimizmom, da bo tam še boljši. Tudi sami ste bili v Realu Madridu, tako da poznate sistem, kako tam gledajo, kako delajo. Če ga primerjate, igrati v Realu Madridu, igrati na Final Fouru Eurolige, dvakrat zapored, biti MVP najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, primerjavi s košarki, ki prihajajo z koledža, nam se seveda zdi to praktično nepredstavljivo, oziroma ne moremo enačiti, da bi nekdo iz koledža lahko bil tako kakovosten kot Luka in imam občutek, da so ti košarkarji, ki v Euroligi imajo takšne ali podobne številke kot Luka, malce podcenjeni v očeh recimo Združenih držav Amerike. Mogoče malo so, ker vsi ti njihovi college zvezdniki so praktično njihove javnosti bombardirano vsak vikend z njihovimi highlighti, z njihovimi zgodbami življenjskimi, tudi normalen po ameriško, to vse skupaj je malo napihnjeno. Evropa še vsem sicer cene, ampak malo podcenjujo, ni to vsem tak rang kot Amerika, mi pa vemo, da je Luka igral to tukaj proti, bom rekel, že formiranem, bom rekel, moškem, tako so tam še vsem fanti, 17, 18, 16 let stari mulci, ki so neizkušeni, so sicer bolj atletski, ampak še niso taktično pa tehnično toliko pripravljeni, kot tukaj v Euroligi, tako da meni to, kar on v Euroligi dela, pa na evropskem prvenstvu veliko več pomeni, veliko večji dokazatelj njegove kvalitete, recimo, kot če bi bil kakšna college zvezdica. Še enega košarkarja smo v letošnji sezoni, zlasti v Ligi NBA, seveda Gorana Dragića, podrobno spremljali, radi spremljali. Ne samo to, da je postal evropski prvak za reprezentanco, potem je z Miamijem igral v končnici, vmes je zaigral tudi na All-Stars tekmovanju.
spet eden izmed vrhuncev recimo njegove kariere, verjetno ena izmed najboljših, če ne najboljša sezona. Ja. On je neverjeten, glede na to, kaj je že dosegel, da se on vsak let, bi se že vsak mal v Ameriki, rečemo malo v vseh teh statistikah, teh uspehih, teh milijonih, bi vsak mogoče malo motivacijsko malo padel, ono vsak let se igralno še dviga, pa napreduje 50%, čeprav je že 30-31 star in še zdaj na kljub vsem temu zvezdništvu on ostane z egotom realno po tleh in se še danes od vsega kakšno malenkost nauči in to vklaplja v svojo igro in zato je on vsak let boljši praktičen igralec. V teh letih, ki on gre že kar počasi, bom rekel, je še funkcionalen, ampak ni več na takem vrhuncu, kot je on. On je pa vsak let eno stopničko večji in to je res neverjetno. Res za kakšnega človeka pa profesionalca gre, recimo. Govorijo o dveh košarkarjih, ki sta v letošnji sezoni dosegla enega izmed svojih vrhuncev. Luka verjetno gre še naprej, za Gorana bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletalo v prihodnjih letih. Vaša najboljša sezona, tista predna ste odšli v ligo NBA pri Olimpiji, morda tista naslednja, ko ste se potem vrnili k Olimpiji, 10 let kasneje, mislim, da krog 2-7, ko ste dosegali po 15 točk v evroligaškem tekmovanju. Ja, če po statistikah gledam, recimo samo tudi Fenerbahče še boljša sezona, ko sem v Euroligi do 20 točk dosegal, ampak rečemo, da najbolj sem emocionalno vezan na ta leta, ki sem jih omenil, pač ta evroligaška leta, kjer sem se nekako iz fantiča iz Krana v nekega formiranega igralca pred svojo publiko z lepimi uspehi proslavil, tako da na vse klube imam dobre spomine, je pa res, da je nekaj posebnega igrati pred svojo publiko doma, ob taki euforiji, premagovati take ekipe, kot so Real, CSKA, se uvrščati na Final Four z neko ekipo, praktično ni konkurenčna za Final Four, ne po budžetu, ne po igralskemu kadru, to so stvari, ki mi ostane, tako res so neverjetni. Kot na nek način underdog, ne? In takšen underdog je letos v Euroligi veljal in verjetno še vedno velja, ravno Žalgiris, ki je Šarunasom Jasikevičiusom napravil izjemen preskok, ampak vidi pa se neko delo še iz lanske sezone, niso veliko spremenili ekipe, playmaker ostaja, Šarunas je kot trener ostal, enostavno je tukaj ogromno nekih fantov, bolj ali manj domačih, se pravi litovskih fantov, ki imajo dobre okrepitve, ki so sprejeli ta njihov sistem dela in pa predvsem ta kontinuiteta iz preteklih sezon. Ja, čeprav niso neki super zvezdniki, oni podobno kot smo mi na Olimpiji, ko igraš v domačem okolju, daješ veliko več od sebe, bom rekel, energije, delavnosti, recimo, ki tudi to nekako zna tvoje okolje ceniti, se pa Šarunas razvil neverjetnega trenerja, ekipa mu res igra ne samo motivirano, tudi sistematično, tudi sisteme dobre in glede na to, da je bil, ko igralec, bom rekel, malo kontra, je bil tako zelo luciden, zelo drzak, zelo igralec navdiha, ki je včasih tudi kakšno neumnost naredil, recimo zelo velik veseljak izven igrišča, je zdaj ratov, bom rekel, trener, res vrhunski, v zelo kratkem času se pa verjetno pozna ta šola, ki jo je on dal čez v Makabiju s Pini Geršonom, pa kasneje z Obradovičem, pa z Zmagodom Sagadinom, se pravi, on to ukomponiral in je verjetno vedel, da s tisto svojo igrivostjo, razigranostjo, včasih rekel neodgovornostjo, ki včasih mu v igralskih dnevih ne bo mogel funkcionirati in je kle ratov praktično, evo, čez noč, mislim, ne čez noč, v parih letih eden najboljših, ali pa sigurno najboljši, rečemo, prihajajoči evropski trener. Osebno se mi je zdelo ravno v decembru ključno, da so pripeljali Bena Udriha in s tem pokazali, da mislijo resno z uvrstitvijo najprej v četrtfinale, torej med 8. Takrat so še bili na mestih, ko so iskali celo prednost domačega igrišča. Pripeljali so izkušenega košarkarja, ki je sprejel pravo vlogo, se pravi tistih 10-12 minut na tekmo, igra Žalgirisa ne pade, ostane na istem nivoju ali pa celo uspe Beno tukaj razigrati nekaj svojih soigralcev in mi zdi, da takrat decembra so že razmišljali o tem, kar se zna zgoditi zdaj maja. Ja, sigurno. In glede na to, da se vidi, da razumejo, točno so pripeljali igralca za tisti pač rezervista izkušenega, ki naprej iz klopi praktično dvigne, za tisti segment ga rabijo. Mogoče bi oni na tržišču dobili še boljšega, recimo, igralca, mlajšega, recimo, bi bil mogoče konkurenčen obstoječemu in ne bi vse tako dobro funkcionirali. Se pravi, prav točen tega igralca so pripeljali, praktično bi na zadnje leta ni igral na vidiku, recimo, Eurolige, da bi bilo to čisto lahko potegniti tako potezo, ampak koliko recimo oni globalno sledijo, to je velik aplavz za to. Ja, res šolen košarkar, no, vidi se po njegovih potezah, da enostavno ve, da je glava na pravem mestu, kar se tiče pregleda nad igro. Ja, ne, res, sigurno. Real Madrid brez Serhija Llulla praktično do same končnice, do zaključka. Luka ga je vodil skozi celotno sezono, tudi na koncu so ostali brez Campazza. Na nek način je
Pablo Laso so svojo energijo, ki jo vedno kaže ob igrišču, uspel iztisniti, vsaj zdi se tako, maksimum ta hip z Reala Madrida. Imajo še kaj rezerve? Rezerve se tako je zdaj praktičen Final Four, kjer je odvisna sam pač, bom rekel, vse so top ekipe, odvisne na dnevna forma, pa če bo ekipa dobro psihološko pripravljena, ker so vse ekipe približno istega ranga, tako da sigurno imajo rezerve. To, kar je pa on naredil z Realom, je pa res za velik aplavz. Tudi zdaj moramo videti, da je on se Luku položil v roke na začetku sezone, ni on še 2 playmakerje pripeljal na Mezlula, pa to in ga postavil iz, bom rekel, enega rezervista v čist nosilca igre, zelo pogumen. In glede na to, da je tudi Luka Slovenc, da ni on nek nosilc, prihodnost španske reprezentance, da je res verjel v Luka kot igralca, pod človeka to, kar recimo je res neverjeten dosežek in tudi se mu je Luka s svojim igram revanširal in upravičil ta njegov zaupanje. CSKA ravno v končnico prihaja, oziroma na Final Four prihaja s poškodbami Kai Heinz, Nando De Colo v zadnjem času, jih to lahko malce razmaja njihove temelje, bili so gladko prvi po rednem delu sezone, za CSKA vedno pravimo, da če bi liga štela, da bi CSKA na koncu imel največ naslovov, ampak ko pride do tiste ene tekme, takrat je pa zgodba malce drugačna. Ja, v ligi zmeraj, tudi če gledamo statistiko, v zadnjih 15 let, 17 so bili praktično samo enkrat, dvakrat niso bili na Final Fouru. V ligi skoraj ne delajo kiksov, ker ne veš, praktično so rezervisti na klopi, so Unix v peterki boljši. In to, ko imaš veliko tekanj, ko je tempo velik, se tam pozna v eni tekmi, pa tudi praktično, da imaš ti 15 kvalitetnih igralcev, imaš 7-8, ni toliko važno, recimo, zato je CSKA v ligah samih skozi pri vrhu, ko so fizično naporne poškodbe, jih toliko ne zdesetkajo kakšno drugo ekipo. Na Final Fouru pa ti rabaš sam pač razigrane tistih 6, 7, 8 posameznikov in nikle ta dolga klop, neka garancija, recimo, pa ta budžet, da bojo oni vsa ta leta, so sicer zelo malo osvojili, še največ v časih našega legendarnega Smodiša, drugače kasneje so malo osvojili s kakšnemu budžetom, pa koliko vlagajo recimo v zadnjih 15 letih. Ja. Sami ste bili v Turčiji pri Fenerbahčeju, to sicer zdaj verjetno težko primerjamo s tem Fenerbahčem v tem momentu, ki ima spet poleg CSKA najvišji proračun, ima Željka Obradovića, ki je tam tudi že, mislim, 4 sezone. Vsako sezono grejo naprej, Final Four, polfinale, finale, ne nazadnje lani tudi aktualni evropski prvaki, ki pa je nekoliko spremenjena, v prvi vrsti zaradi odhoda Bogdanovića in Juda, uspeli so zadržati Veselija, uspeli so zadržati Slukasa na playmakerju, dodali tule še Gudurića na to pozicijo in pa Nanlija. Kako sami vidite Fenerbahče? Ja, Fenerbahče mogoče najprej za Real, ker sem pač njihov član, zaskozi navijan za njih in zaradi Luka in zaradi par drugih prijateljev, ki jih imam še v klubu. Drugič pa prav sem zelo velik navijač Obradovića, pač ne samo zaradi tega, ker lovi 10 tako veliko trofejo, ampak ker zmeraj mu nese, rab pa nekaj časa, ne pomaha s čarobno palico po 2-3 mesecih, vnese red tudi klele, je par let rabo, da je spravil ekipo, rečemo, na tak nivo, da so prvaki, kar je tudi malo tipično za Turke. Turki so zelo veliki emotivci, po 2-3 porazah to že letijo v glave, že trenerje, tujce menjajo in da so praktično, rečemo, po dokaj neuspešni prvi sezoni, da so mu še kar pustili dirigentsko palico, kar je normalno, imam to nadgradil in z evropskim naslovom zdaj dobo tam status malo manjka božanstva in normalno, da ga bojo sledili še toliko časa. In to isto, ko si prej omenil za Jaskevičiusa, da gradijo, spet so se ti boljši klubi so se začeli pojavljati, da tisto svojo bazo pa trenerje gradijo nekaj časa in sam določene delčke mislijo, kot recimo Udriha, pa to mislijo, da jih lahko dvigne, počas gradijo, ker prejšnja leta so te velike ekipe hitro dobile budžet in če ni bilo tako razočarane, da je pol ekipe šlo in si praktično spet z nule zaštartali, tako da tekmajo zdaj rezultate v Euroligi gradijo par let. Željko Obradović, pravite, da vam je zelo všeč kot trener. Njegov učenec Dimitris Situdis pri CSKA-ju, njegov učenec Šarūnas Jasikevičius pri Žalgirisu in Pablo Lasa je treniral pri Realu Madridu. A tudi njegov to nisem vedel. No, evo, vsi. Na koncu je deteljica, zdi se povezana vse z Željkom Obradovićem. Ja, velik trener, pa velik človek, pa tudi recimo na teh kakšnih trenerskih seminarjih, ko pride, on tam čisto odpre svoje srce in začne čisto razlagati tiste detajle, ki jih on razlaga svojim igralcem v garderobi. Kakšni tako trenerji, bom rekel, so malo bolj povprečni, se temu čudijo, kako oni ponovadi hočejo zmeraj kaj skriti, da Janov drug trener kaj izvedo, in
On je tako pameten, da hoče vse deliti z ostalimi, tako pove, da ta klub ne more biti copy-paste njegovega kluba, ker so različne karakteristike igralcev in ne more tako nobenega kluba samo prekopirati. Zdaj pa, a znaš narediti masterpiece, koliko ga je on naredil s Panathinaikosom, pa zdaj, ko ga dela pa že prej z drugimi ekipami, pa moraš biti karizma, človek pa 24 ur vključen skozi vsak segment. Euroliga praktično torej pred vrati, zdaj so vsakem klubu povedala nekako svoje mnenje. Kdo je torej favorit na koncu? Po mojem Obradović favorit, navijam pa za Luka, da bo dobro igral, tako da ne mu bi tudi prvošel. Kako se mi zdi pomembno, da je takšen zaključek Eurolige zdaj relativno blizu Slovenije, torej Beograd brez težav praktično vsaki Slovenije gre na tekmo ali pa vsaj si ogledati, kako ta Euroliga izgleda. Final Four je posebnost prav gotovo. To je tak spektakel, da tukaj na manj atraktivnih lokacijah, kot je Beograd, je bilo zmeraj, so bile karte razprodane že ne vem koliko prej in tudi okrog dvorane se zmeraj par dni nekaj neverjetnega dogaja. Tako da tiskamo možnost, tudi če dobi karte čisto pod stropom, se splača riskirati par dni svojega dopusta pa se odpeljati v Beograd. Kam po vašem mnenju pluje evropska košarka ta hip? Organizacijsko je nekoliko razdvojena, imamo več organizacij, ki vodijo določene lige. Kaj pa sicer mladi košarkarji odhajajo v ZDA, če ne v ligo NBA, pa na količne študije. Zdi se, da tudi ti največji klubi, čeprav imajo skoraj da neomejene budžete, imajo težavo dobiti pravega košarkarja, tudi čeprav bi ga lahko dobro recimo plačali. Ja, ker po drugi strani za te prave, tiste, ki res delajo razliko, ki so res zvezdniki, ki lahko si praktično celo ekipo da na svoj hrbet in naredi sam rezultat, ima NBA pripravljeno toliko večjo malho zaradi pač velikosti tržišča, da ne morejo konkurirati. Jaz edino upam, da se ti spori medsebojnik najbolj reprezentanci vse razne trpijo, čim prej rešijo, ker praktično to se vleče že 2-3 leta. In jaz sem mislil, da to je ena stvar, ki se bo ULEB, FIBA, to se bo kregalo en poletje, pa na koncu bojo v interesu košarke in svojemu interesu oni vse to hitro zaključili. Upam, da se čim prej zmenijo, ker drugače to slabo za reprezentančno košarko. Kakšen je vaš komentar sezone glede na pozitivno ali pa negativno tudi presenečenja v tej sezoni? Kaj vas je najbolj presenetilo v Euroligi v prvi vrsti, v evropskem tekmovanju? Recimo neuspeh ponovno Anadolu Efesa, Milano, ki je ponovno ekipo krpal tekom sezone, to mogoče je tista serija negativnih. Pozitivno mnogi štejejo Luko, ampak tisti, ki so ga ali pa ki smo ga spremljali že v lanski sezoni, se je pričakovalo, da mu bo veliko dali v roke na koncu. Pričakovali smo veliko v roke, samo da bo v teh letih to konstanten, razen zdaj do zadnje poškodbe praktično celo sezono, to pa meni pričakoval, ker od talentiranega mladega igralca ne moreš pričakovati take konstante, on je pač pokazal. Te ekipe, to so velike ekipe za turške razmere, Milano je velika ekipa za italijanske razmere, ampak preveč stvari manjka, da bi to lahko konkurirali Fenerju, CSKA ali pa Realu, niso bili v tem rangu. Ta, recimo balkanska ali pa nekoč jugoslovanska košarkarska šola je proizvedla ne samo dobre klube, izjemne košarkarje, tudi sami ste eden izmed teh košarkarjev. Kje se trenutno nahaja na tem košarkarskem zemljevidu? Ene par klubov se še kar ukvarja s produkcijo, ampak vse premalo, ker že v zelo zgodnih letih preveč menedžerji začutijo, da lahko nekaj par evrov, par dolarjev obrnejo in prezgodaj odhajajo, se pravi ne razvijajo se igralci do konca. Zanimivost, edina stvar, ki me malo šokira na teh jugoslovanskih prostorih je, včasih smo bili recimo najboljši kreativci, rečemo beki, enke, dvojke, da se recimo te države, kot so recimo Makedonija, Hrvaška, Bosna, da so recimo naturalizirale igralca na pozicijah enke, dvojke, playmakerje recimo, ne. Bom rekel, tehnika, možgani, zato ker smo se zmeraj mi, bom rekel, če dam tudi nas v ta kotl, balkanska košarka se je zmeraj zato imela, smo pametni, smo šmekari, dobro, nimamo višine, nimamo mišic, bomo enega pripeljali pod koš, zato ker nimamo 2,15 visoko raslih veliko, ne, in kot zanimivo ste prav, da naturalizira dosti teh reprezentanc, ki so bili včasih leglo teh playmakerjev, recimo glih na tej poziciji največ igralcev, to mi je malo čudeno, ne. Mogoče zaradi tega, ker košarka postaja malce bolj igra nižjih košarkarjev, teh playmakerjev, ki ima, zdi se, več v rokah, statistično gledano, kot so imeli včasih, ko so bolj skrbeli za asistence, za pregled nad igro, zdaj pa Scottie Wilbekin, recimo pri Darušafaki z neverjetnimi številkami po doseženih točkah, tudi asistence in normalno se potem takoj pojavljajo špekulacije, katero reprezentanco bi lahko okrepil.
Ja, sigurno. Čeprav prav na področju te bivše Jugoslavije smo včasih tako dominantno, tudi globalno dominantnih, razne Đorđeviće, pa Dražen Petrić, pa kjerkoli druge te enke, dvojke, da zaradi tega mi je čudo, ker smo res imeli tako izven serijske te beke včasih, zato višine pa ni bilo. In to je kar zanimivost, no, se ni nikad. Bomo počasi zaključila, greva še samo na vaše uspehe v smislu zaključnega turnirja četverice z Olimpijo in pa Lozana, torej leto 94 in pa potem leto 97 Final Four. Kako se košarkar počuti, kako dojema vse skupaj tisti zadnji večer pred eno izmed pomembnejših tekem v sezoni ali pa v karieri? Je tenzije veliko, je nervoze veliko, je straho spoštovanja do tekmovanja samega nekaj več? Takrat ne analiziraš to, bolj kasneje, ko to za tabo pride, praktično igramo Final Four, ampak takrat se pripravljaš pod ekipi, ki živi tudi v samem regularnem delu in parkrat igral. Je pa res, glede na to, da je sezona težka, da je teka 70 potovanj veliko, da je že pred koncem sezone po vseh parametrah bi mogel biti čist izčrpan, ampak nekako adrenalin v tebi toliko poskoči, da tisto tekmo odigraš, rekel, na najvišjem možnem nivoju. Je pa res, da po teh Final Four par dni kasneje si pa čist prazen, pa vse to, ko se adrenalin poreže, vsa ta zmatrnost cele sezone pride za tabo, tako da, ampak vsi živimo za to, da se igrajo, smo v košarki, ali kakšni Final Four, ali kakšna finala raznih teh lig, upaš, da so čim močnejše in takrat zmeraj zbereš moči, ne glede na to, koliko si zmatral. In tudi vaš plan za recimo poletje ali pa pred poletjem vključuje kakšne oglede zaključnih turnirjev, final, polfinalnih obračunov? Ja, doma pogledam zmeraj to končnico, vzunaj spremljam bolj po televiziji, polet pa za naše reprezentance 16 pa do 16 pa 18 let, pa zdaj me je selektor Trifunič vključil tudi v člansko reprezentanco, kot del štaba spremljam praktično. Toliko časa imam, punce mi še tenis igrajo, tako da več nimam časa, da bi še kam drgam se vozil. Že to veliko. Marko Milič, hvala lepa, veselje. Ne, tudi.